Danes smo nekako končno izvedeli za številke bančne luknje oziroma luknje v slovenskem bančnem sistemu, ki jo bodo morali pokriti davkoplačevalci. S tem pa smo tudi prišli nekako do točke, ko se kar nekaj let prepozno lahko ta sanacija bančnega sistema tudi končno začne. Glede na številke in na posledice, ki jih bodo te številke prinesle ne samo za sedanjo, pač pa tudi in predvsem za bodočo generacijo in generacije, bi moral po našem mnenju ta proces sanacije bančnega sistema potekati v najširšem političnem in po možnosti tudi v najširšem družbenem soglasju. Te številke se namreč ne ustavijo samo pri številki, ki govori, da je ta luknja manjša nekaj manj kot 4 milijarde 800 milijonov evrov, ker je k njej potrebno prišteti tudi vse dosedanje dokapitalizacije državnih bank, ki so davkoplačevalce doslej stale preko 2 milijardi evrov. Potrebno je prišteti dokapitalizacijo tako imenovane slabe banke v višini 200 milijonov evrov. Potrebno je prišteti slabe terjatve, ki bodo prenešene na tako imenovano slabo banko v znesku 4 milijarde in 500 milijonov evrov, ki so ocenjene nekje na milijardo in 600 milijonov evrov. In seveda tudi sredstva potrebna za dokapitalizacijo dveh zasebnih bank, glede katerih je odločitev vlada pred časom že sprejela. Torej govorimo o celotni vrednosti nekje okrog 7 milijard evrov oziroma z dokapitalizacijami, ki so se zgodile v preteklih letih o 9 milijardah evrov, ki jih bodo na podlagi teh odločitev vlade Alenke Bratušek plačali davkoplačevalci. V celoti. To je več kot znaša vrednost enoletnega proračuna, ki se giblje tam nekje okrog 8 milijard evrov. Zaradi teh številk se bo javni dolg bistveno povečal. Povečal se bo na skoraj 80% tistega, kar v državi letno ustvarimo. In posledica najetja teh posojil, ki bodo potrebna za izvedbo vseh teh operacij, bo tudi bistven porast odplačevanja obresti v prihodnjih letih. Tako bo potrebno samo za obresti v letu 2014 nameniti skoraj milijardo evrov letno. To so vse razlogi, ki govorijo o tem, da bi pričakovali, da bo vlada, predvsem predsednica vlade, pri tem procesu iskala najširše družbeno-politično soglasje. Gre le za nek postopek, ki bo bistveno obremenil ljudi v tej državi, davkoplačevalce, za kar niso nič krivi. In pošteno bi bilo, da se ta postopek pelje v nekem soglasju in da se tudi javno pove, kdo je za to odgovoren in na kak način bodo te posledice čim manjše. Pravi, da premijerka na seji državnega zbora javno pove, kako bo ta proces v bodoče potekal. Žal, zgleda, da se to širše soglasje predsednici vlade Alenki Bratušek ne zdi pomembno. Danes zanjo tudi smo slišali ni črni četrtek, pač pa dan, ko je Slovenija dokazala, da smo obranili našo suverenost. Zdaj, pred kom smo obranili to suverenost? Mora biti pred tistimi v Evropi, ki bi nam denar, ki se ga bo država morala sposoditi za pokritje te bančne luknje, namenili po 5-krat nižji obrestni meri, kot jo bomo prisiljeni na podlagi odločitev vlade Alenke Bratušek plačevati. Verjetno nas ti ne ogrožajo in tudi ne ogrožajo naše suverenosti. Lahko pa bi ta proces izpeljali bistveno ceneje, vkolikor bi se tega mehanizma poslužili, pa se ga očitno ne bomo. Tako da danes ni dan za izražanje zadovoljstva, predvsem ne na vladni strani. Danes lahko slavijo samo tisti, ki so odgovorni za to bančno luknjo in ki do danes, očitno pa tudi v bodoče, ne bodo odgovarjali. Sicer bi ta vlada sprejela tudi ukrepe za uveljavitev njihove odgovornosti, pa jih ni. Še več. Predlog, ki smo ga danes dali ob začetku današnje izredne seje državnega zbora, da je potrebno glede na današnje ugotovitve opraviti razpravo v državnem zboru, sprejeti ustrezne odločitve,
je vladajoča koalicija, sklicujoč se na poslovniške razloge, zavrnila. Potrebno je spomniti, da pred kakimi 10 dnevi ni bilo nobenega problema za to isto koalicijo preko noči sprejeti novelo zakona o javnih financah, ki omogoča te večmilijardne dokapitalizacije v bankah, brez kakršnih koli pogojev in brez, da bi s tem soglašal državni zbor. Rad bi tudi spomnil, da smo v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke že pred 4 leti, pred dobrimi 4 leti, v letu 2009, predlagali takratni Pahorjevi vladi ustanovitev tako imenovane slabe banke in predlagali smo, da se skupaj s tem postopkom začne proces sanacije bančnega sistema. Predlog je bil takrat zavrnjen. Namesto tega si je takratni minister za finance France Križanič sposodil denar in preko 3 milijarde evrov tega sposojenega denarja naložil kot depozit države v banke. S tem je umetno vzdrževal likvidnost bančnega sistema in seveda ohranjal pri življenju banke, ki so bile hudo bolne in ki bi jih bilo potrebno sanirati. Očitno je bil edini namen, da se je to storilo ta, da se politično-tajkunski prevzemi podjetij, ki so jih izvajali pripadniki leve politične provenjence, zbrani predvsem v okviru Kučanovega foruma 21, preko nezavarovanih kreditov izpeljejo do konca. Ne vidimo drugega razumnega razloga, zakaj se je to dogajalo in zakaj ni bilo volje, predvsem politične, zato da bi se takrat ta proces sprožil. Če bi se čiščenje bank začelo v letu 2009, potem bi bila cena po našem mnenju, ki jo bo potrebno plačati za sanacijo, bistveno manjša. Da seveda ne govorimo o ceni, ki je bila posredna in ki je povzročila propad številnih dobrih slovenskih podjetij, saj so zaradi kreditnega krča številna dobra podjetja izgubila dostop do bančnih virov, na drugi strani pa so se z nezavarovanimi krediti obilno napajala različna politično-tajkunska omrežja. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo kasneje rešitve predlagali še večkrat. Nazadnje je bila druga Janševa vlada, ki je želela ta bančni sistem urediti, postavila si je to kot prioriteto v prvi polovici leta drugega mandata, več kot pol leta blokirana, ravno strani Pozitivne Slovenije in Socialnih demokratov, kjer je bila najglasnejša nasprotnica reševanju bank na način, da bi najmanj stal davkoplačevalce in da bi se istočasno uveljavila odgovornost vseh odgovornih, ravno sedanja predsednica vlade Alenka Bratušek. Na podlagi tega, kar smo danes slišali, lahko ugotovimo, da se je vlada očitno odločila samo za krpanje bančnega sistema, ne pa za njegovo temeljito prenovo. Odzivi tožilstva, ki smo jih poslušali v preteklih dneh, so mlačni. Pregon odgovornih za bančno luknjo in tistih, ki posojil, ki so jih dobili na lepe oči in niso vrnili, bi moral biti prva prioriteta, pa ni. V vseh bankah, ki so bile oziroma bodo deležne pomoči, bi se morale nemudoma zamenjati uprave, nadzorni sveti in vsi, ki so bili kakorkoli odgovorni za dodeljevanje posojil. Vsem, ki niso vrnili posojil, bi bilo potrebno zamrzniti vse premoženje. Tisti, ki so odgovorni za bančno luknjo, bi morali biti nemudoma procesirani, odzete pa bi morale biti tudi licence za nadaljne delovanje v bančnem sistemu. Nič od tega se ne dogaja in očitno se nič od tega tudi ne bo zgodilo. Tako da lahko tudi na primeru bančne luknje ugotovimo, da tranzicija v Sloveniji ni uspela. Nekdanji tovariši so vzpostavili bančno-tajkunsko omrežje, v katerem so kolobarili preverjeni kadri, ki so podeljevali kredite v 100-milijonskih zneskih brez zavarovanj. Večina teh kreditov ne bo nikoli vrnjenih. Nobenemu od teh kriminalcev se do danes ni skrivil niti las na glavi. Tako kot mafija zaščiti svoje, so tudi na primeru bančnega ropa tovariši zaščitili svoje. Račun pa bodo plačali davkoplačevalci. Z tega razloga bi moral biti po našem mnenju končni cilj sanacije bank, ki bi morala seveda potekati na ta način, da bi se javno objavili odgovorni, tako tisti, ki so dodeljevali, kot tisti, ki so prejemali sporne kredite. Končni cilj bi moral biti prvič, uveljavitev odgovornosti vseh, ki so za bančno luknjo odgovorni. Drugič, očiščene banke, ki bodo servisirale gospodarstvo in prebivalstvo. Tretjič, razumna in postopna prodaja slabih terjatev bank. Ter četrtič, prodaja tako očiščenih bank s ciljem, da se v vseh teh postopkih povrne čim več sredstev, ki so jih in jih še bodo za sanacijo bančne luknje namenili nič krivi slovenski davkoplačevalci. Poznamo primere iz tujine, ko so ti procesi potekali na podoben način, kot predlagamo tukaj, in v nekaterih primerih
je bil strošek v končni fazi, zaradi tega, ker je proces potekal usklajeno in na vseh točkah, bistveno manjši kot sicer. Dosedanji odzivi vlade žal kažejo, da namena po tej celoviti sanaciji ta vlada nima. Tudi skrivanje informacij govori o tem, da želi tudi ta vlada zaščititi tiste, ki so najbolj odgovorni za bančno luknjo. Torej, vse tu so razlogi, zaradi katerih bomo danes v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, torej poslanke in poslanci Slovenske demokratske stranke, vložili zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora, ker želimo, da se politika resno in odgovorno dogovori, ali bodo vladajoči sanacijo bank izpeljali v celoti in s polno uveljavitvijo odgovornosti, ali ne, sicer bomo po našem mnenju čez 20 let lahko ponovno na istem, kot smo danes. Ne gre pozabiti, da smo banke, slovenski davkoplačevalci, enkrat že sanirali pred 20 leti. In ponovna sanacija se nam zdaj dogaja ravno zato, ker izčiščenje takrat ni bilo opravljeno v celoti in ker so pretežno isti kadri, ki so bili odgovorni za takratno luknjo v bančnem sistemu, kolobarili v tem sistemu tudi v zadnjih 20 letih. Ne samo razprava, predvsem sprejemanje odločitev, glede tega je po našem mnenju prioritetna in bi jo bilo potrebno opraviti čim prej. Nenazadnje je ta razprava pomembna tudi zaradi tega, ker bo preko 100 tisoč delničarjev druge največje državne banke praktično razlaščenih. Predlagamo torej, da v okviru Državnega zbora sprejmemo sklepe, v katerih izražamo pričakovanje. Prvič, da bo Banka Slovenije razkrila vse odgovorne, tako tiste, ki so slaba posojila odobravali, kot tiste, ki so jih prejeli pa ne vrnili. Drugič, da bodo tožilstva in sodišče nemudoma zamrznili premoženje vsem, ki so odgovorni za bančno luknjo, kot tudi tistim, ki več milijonskih zneskov niso vrnili. Tretjič, da bo za policijo, tožilstvo in sodišča pregon in sojenje bančnega kriminala najvišja prioriteta, ter da bo Državni zbor vsake 3 mesece prejemal in obravnaval njihova poročila o rezultatih tega pregona. Četrtič, da Banka Slovenije informacij ne bo več skrivala za domnevo tako imenovane bančne tajnosti, ki jo v tem primerih ni in jo ne more biti, pač pa sodelovala z organi pregona in preiskovalno komisijo Državnega zbora ter ji posredovala vse zahtevane podatke, čemu do danes nismo bili priča. In od vlade Republike Slovenije pričakujemo, da bo sprejela vse potrebne ukrepe, ki bodo na eni strani omogočili uveljavitev odgovornosti vseh, ki so odgovorni za bančno luknjo, ter da bo Državnemu zboru nemudoma predstavila ukrepe, s katerimi se bo čim več denarja, ki ga bo potrebno v teh postopkih, davkoplačevalskega denarja, ki ga bo potrebno v teh postopkih nameniti za sanacijo bančnega sistema, v prihodnjih letih tudi povrnilo.